Bila je sobota, tako kot danes. V vili San Lorenzo, tam kjer stoji hotel Metropol, je vrata odprla prva portoroška igralnica. Res je bila ta epizoda časovno zelo kratka, v naslednje sezono že igralnice ni bilo več. Vsekakor je pa potem ponovni zagon igralništva v letu 64 in letih, ki so sledila, potem se pravi 70. 80. leta, je igralnica oziroma Casino Portorož podjetje igralo zelo pomembno vlogo. V Portorož so začeli prihajati turisti željni iger na srečo. Z igralniškim denarjem so bili zgrajeni auditorij, marina, letališče v Sečovljah. Casino Portorož je dobiček vlagal tudi v javno dobro. Urejene so bile številne ceste, bolnišnica in šole. Da igralništvo na tem koncu Slovenije ni dobilo negativnega predznaka, je zaslužen zlasti dolgoletni direktor Anton Spinelli. Njegova zasluga je velika, ogromna. Ves čas je opozarjal na zmernost, na pravo mero, na treznost in še kasneje, ko ni bil več direktor, je bil proti pretiranemu megalomanskemu razvoju igralništva, kar pa ni nihče upošteval, kar je škoda. Casino Portorož se je pred leti za las izognil propadu, sedaj pa se njegova kondicija izboljšuje. Igralništvo, tisto strogo igranje na srečo kot ponudba počasi izgublja na svoji atraktivnosti. Vedno se dodajajo nove ponudbe, nove storitve, recimo če vzamemo samo kot primer Las Vegas, kaj vse počnejo za to, da gosti pritegnejo. Se pravi, samo igralna miza, samo igralni avtomati že dolgo niso več dovolj. Ob 100-letnici igralništva v Portorožu je izšla tudi knjiga, ki je nastala na podlagi arhivskega gradiva in pogovorov z zaposlenimi. V hotelu Palaz bo zvečer še svečana slovesnost.